Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je vložila v proceduro 3 zakone z področja prometa, in sicer kot prvega zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu in pa 2 infrastrukturna zakona. Zakon o gradnji prioritetnih odsekov železniških prog v Republiki Sloveniji in pa zakon o gradnji prioritetnih odsekov javnih cest v Republiki Sloveniji. Glavni razlog je v tem, da je dovolj neobvezujočih resolucij, programov, ki se ne izpolnjujejo. Nastopil je čas, da prometno infrastrukturo uzakonimo, kar pomeni, da to postane zakonska obveza. Če se kar osredotočim na prvi zakon, to je zakon o gradnji prioritetnih odsekov javnih cest v Republiki Sloveniji. S predlaganim zakonom uzakonjamo resolucijo, ki jo je sprejela še prejšnja vlada v oktobru 2006 in pa potem je bila dopolnjena januarja 2008, in sicer resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za področje cestne infrastrukture. V zakonu smo jasno napisali, da gre za gradnjo v javno korist, ki je izjemnega pomena za Republiko Slovenijo. Predvideno pa je tudi dokončanje vseh projektov, to je 31.12.2030. Menimo, da je to realen rok, ko lahko Slovenija svojo prometno cestno infrastrukturo dobro zgradi. Z zakonom predvidevamo posebno proračunsko postavko v višini najmanj 0,6% bruto domačega proizvoda na letni ravni. To je po napovedih približno 228 milijonov evrov letno, oziroma bi v obdobju zakonske veljave od leta 2012 do 2030 zbrali 4,3 milijarde evrov. Kot viri pa so seveda določeni proračun, možnost zadolževanja, evropska sredstva, cestnine, javno-zasebno partnerstvo in pa tudi možnost seveda sofinanciranja lokalnih skupnosti. Menimo, da bi s tem, ko umestimo te razvojne osi, jim damo tudi ustrezno zakonsko podlago, res pričeli z tistimi korenitimi koraki, ki doslej manjkajo. Žal pa v tem prvem letu vlade nikakor niso prišli, vsaj z Ministrstva za promet, v obliki kakršnega koli predloga. Ni pa niti potrebno, dovolj je, da jih umestimo v zakon in z zavezami resno pričnemo. Predlog zakona o gradnji prioritetnih odsekov železniških prog v Republiki Sloveniji je pravzaprav podoben prejšnjemu zakonu. Gre pa za to, da se, podobno kot pri cestah, zaveže z zakonom, da se prioritetni odseki železniških prog zgradijo. Tudi tu pravimo, da gre za gradnjo v javno korist, ki je izjemnega pomena za Republiko Slovenijo, in pa da se namenja za dokončanje vseh projektov seveda 31.12.2030 in pa namenja se poseben proračunski vir v višini 0,9% bruto domačega proizvoda letno, kar bi naneslo nekje 342,5 milijona evrov oziroma 6,51 milijarde evrov v letih od 2012 do 2030, in seveda proračunski viri podobno: proračun, zadolževanje, evropska sredstva, cestnine od tovornega prometa, javno-zasebno partnerstvo in pa lokalne skupnosti.